Po obisku Kitajske je Trump izdal grozljivo opozorilo Iranu. Ura teče. Poročila pravijo, da bi se lahko spopadi začeli že ta teden. V Gazi je Izrael odstranil enega zadnjih glavnih načrtovalcev napada 7. oktobra. Medtem na Evroviziji izbruhnejo protesti proti Izraelu. Naša Bellamy Bellucci se pod krinko udeleži shoda Nakba. In kar odkrije, je resnično šokantno. Vse to bomo obdelali prav zdaj. Kaj se dogaja ta teden? No, poglejte Trumpa. Kaj govori po svojem obisku na Kitajskem? Rekel je, da ne bo dal vojaške opreme. To je velika izjava. To je povedal danes. To je velika izjava. To je povedal odločno. Ampak hkrati je rekel, veste, tam kupujejo veliko njihove nafte in radi bi s tem nadaljevali. Rad bi videl, da bi se Hormuška ožina odprla. Tako da ne bom veliko bolj potrpežljiv. Ne bom. Morali bi skleniti dogovor. Vsaka razumna oseba bi sklenila dogovor. Ampak morda so nori. In zdaj k njegovemu tvitu. Iranu se čas izteka in bolje, da pohitijo, sicer od njih ne bo ostalo nič. Čas je bistvenega pomena. Naša Emily je odsotna, vendar sta z nami dve čudoviti gostujoči sovoditeljici. Adi Adil, izjemna aktivistka, in naša prijateljica Raquel Capatan, ki se že tretjič vrača v našo oddajo. Je nekdanja narednica in vladna predstavnica za odnose z javnostmi. Prav, vsi skupaj, tukaj smo spet. In zdi se mi, da o tem govorimo vsak teden. Kdaj se bo spet začelo? Se bo spet začelo. Potovanje na Kitajsko je bilo zelo pomembno. In mislim, da je Trump k temu nekako stremel. Kar se tiče Kitajske, so bili zainteresirani. To sem povedala že prejšnji teden v enem novinarskem intervjuju. Zanimali so jih Tajvan in proizvodnja čipov, saj imajo, kot veste, najboljšo proizvodnjo čipov na svetu. In celotno hladno vojno na področju umetne inteligence. Lahko se poglobimo v vso to globalno šahovsko igro. Ampak glede Irana, kaj je Trump povedal, česar ne vemo? Šošana, kaj misliš? Punca, res ne vem. Že če bi se pretvarjala, da vem, kaj se dogaja, bi bila šala. Vem samo to, da ko so Združene države zaposlene ali se ukvarjajo z drugimi stvarmi, je Kitajska zelo vesela. Kaj ne? Rusija je zelo vesela. Kitajska je zelo vesela, ker nihče ne gleda njih. Tako da zame je vse to povezano s tem, zakaj nihče ne gleda Kitajske, zakaj nihče ne gleda Rusije, zakaj nihče ne gleda Afrike, zakaj nihče ne gleda česarkoli drugega kot Izraela, Bližnjega vzhoda, ker, veš, stvari se dogajajo v temi in zato, jaz ne vem ničesar o tem, ne? Ampak Kitajska potrebuje, da so Hormuška ožina odprta, ker od tam dobijo večino svoje poceni energije, Raquel. Kaj misliš, da je iz tega izšlo, česar ne vidimo? Kot pravi Šošana, ljudje običajno ne stopijo korak nazaj in ne pogledajo cele šahovnice. Če pogledaš celo šahovnico, imaš svoje kmete spredaj, potem pa še kralje in kraljice. To so veliki svetovni igralci in vedno so v ospredju posredniške vojne, na katere so pozorni. Ampak v resnici gre za ZDA proti Kitajski, ZDA proti Rusiji. 100%. Torej, ko se Kitajska vpleta v to, kar sem opazila, ko sem to gledala, je, da je Kitajska zelo strateška pri svojih potezah. Ja. In v bistvu so tudi oni na koncu z živci z Iranom, ja, ki zaprejo ožino. In so kot, kaj pa počnete? In razmišljajo pri sebi, morda gre tukaj za neko zmoto potopljenih stroškov. Ali naj še naprej izgubljamo čas in vlagamo v to, da to podpiramo? Ali smo tukaj res že na koncu z živci? In tako nenadoma vidiš, da se pojavi partnerstvo, morda tam, kjer ga običajno ne bi bilo, ker obstaja skupna težava. Ni le skupna težava. Mislim, da obstaja tudi skupna agenda, ker Kitajska nima nobene ideologije. Kitajska gre za gospodarsko širitev. To je njihov cilj. Grem za denar. Jim ni mar. Niso prišli in rešili Irana. In zame je to že zmaga za Trumpa, da nihče ni prišel rešiti Irana. Ne Rusija in ne Kitajska. Torej dejstvo, da se niso vpletli v vojno in zdaj nekako sklepajo dogovor. In pravkar sem slišala, oziroma nekje prebrala, da bo Trump Kitajski prodajal nafto iz Aljaske. Dogaja se res veliko stvari. In mislim, da je morda najboljša stvar, ki je iz tega išla ta, da je Kitajska rekla, da ne bo ponovno oborožila Irana. Definitivno. Mislim, da, tako kot si rekel, gledamo zelo čudno geopolitično igro, kot nekak sedemdimenzionalni šah.
In imel sem iskreno na svoji strani na Instagramu sem imel ta kratek pogovor s svojimi sledilci prek zgodb. Vprašal sem jih, zakaj Kitajski sploh gre. In pogovarjali smo se o potovanjih, potem pa smo zašli v politiko. In veliko ljudi, ki so mi povedali, ki so šli na Kitajsko, ki delajo s kitajskimi podjetji in posli, so mi rekli, Kitajska naredi tisto, kar je dobro za Kitajsko. Oni nimajo, tako kot ste rekel, nimajo ideologije. Na začetku sem mislil, da so povezani z Iranom. So povezani z Rusijo, ker so proti ZDA, ampak zdaj vidimo s tem Trumpovim obiskom na Kitajskem, da ni nujno vse tako črno-belo. In lahko, tako kot si rekel, lahko vidiš čudno. Zlitje interesov. Ja, med ZDA in Kitajsko. In to se mi zdi noro. Živimo v res, res norih časih. Fascinantno je to opazovati. Resnično, fascinantno je to opazovati. Samo upam, da nam spet ne bodo padale rakete na glave. Ampak na koncu. Imamo sedeže v prvi vrsti. Definitivno imamo sedeže v prvi vrsti, ampak na koncu je moral iz tega nekaj odnesti. In mislim, da je to v redu. Ne bomo ponovno oborožili Irana. Ne bomo se vmešavali, pogledali bomo stran. Odpremo Hormuško ožino. Nadaljevali bomo. Mislim, ne vidim, kako bi se to lahko končalo drugače kot z zrušitvijo režima. Ampak ni lahko. Ti ljudje so tako globoko zasidrani v toliko provincah. V 47 letih so naredili toliko škode. Samo ne vem, ali bo to narejeno pred 4. julijem in vem, da je to nekaj, kar bi Trump rad dosegal. Da bi šel v 4. julij ob 250-letnici Amerike z zmago, rekoč, glejte. In uganite, kdo še potrebuje zmago za svoje volitve? Bibi. Tudi on potrebuje zmago. Volitve bodo morda septembra, razen če ne bo vojne, ki bi jih prestavila. Ampak to se tukaj ne zgodi prav pogosto. In tudi on potrebuje zmago. Zato mislim in upam, veš, te stvari napovedujemo vsak teden. Mislim, da bi lahko bili ta teden v vojni. Tako sem že utrujen od poslušanja tega. Izčrpana sem, ker vojna za nas pomeni, da ja, bežimo v zaklonišča ob 2 zjutraj, ob 3 zjutraj in žal tudi ljudje umirajo. Ampak hitro prejdimo na drugo bojišče. Eurovizijo. O moj bog. Najprej, mislim, iskreno, ali bi lahko bil za Izrael sploh boljši rezultat? Ne. Absolutno. Levo ali nazaj. Poskušali so nam prepovedati nastop. In 4 države se niso pojavile. 5 držav. 5. 5 držav. Kdo so to? Najboljša država pa? Španija, Irska, Slovenija Slovenija in Nizozemska. in Nizozemska in še ena država, mislim. Bila je še ena, bilo jih je 5. Kakorkoli, bistvo je, da jim ni uspelo. In EBU, tako se imenujejo, ostali so pri svojem. Zato jim moramo priznati zasluge. Rekli so, ne, mi ne bojkotiramo ljudi. Izrael je sodeloval, oni pa ne. Šli so se igro živcev in izgubili te države. Zdaj, poleg vsega tega, so spremenili pravila, ker so mislili, da ima Izrael nekako nepošteno prednost zaradi glasovanja ljudstva, da smo uspeli uporabiti svojo mehko moč. Ja, temu se reče oglaševanje. Vsi to počnejo. To je noro. Noro je, da želi Izrael zmagati. Ljudje želijo zmagati. Wow. Od vsega ravno Eurovizija. Stvari, Eurovizija. Ja, mehka moč. Ja. Kakorkoli, potem so spremenili pravila. In z novimi pravili smo prišli na drugo mesto, kar je bilo zame boljše kot prvo mesto, ker bi prvo mesto sprožilo veliko tega, kot na primer, naslednje leto ne pridem. In vsi te drugi bojkoti. In zdaj smo lahko sproščeni. Ampak drugo mesto, naša pesem je bila med najboljšima 2 na svetu in nam sploh ni treba gostiti. Obožujem to. Veš, gledala sem to in sem Američanka, mi sploh ne vemo, kaj je Eurovizija, prav? Tudi jaz sem bila v tem avtu in sem si mislila, kaj sploh je to. Najbolj čudni ljudje, samo vrzi jih na oder z rekviziti. In to naj bi bilo tekmovanje. Noro. In pesmi so grozne. Groza. To je noro. Resno. Torej, gledam to in moramo gledati, ker je, se veste, vse je sporno, karkoli že. In gledam in potem moja hči reče, gledaš z mano. Oni pa, jaz tega ne gledam. In so izginili. Vstala sem sama in to gledala. In jaz pa gledam. In sem... V redu. In dejansko sem mislila, da bo ona zmagala. Kdo? Ker je imela najboljšo tista iz Bolgarije.
Bolgarija, bila mi je všeč. Bilo je kot popi, res mi je bilo všeč, bila sem prepričana, da bo zmagala. In izkazalo se je, da ni hotela obsoditi Izraela. Ne samo to, morala je tudi ona. Poskrbela je, da izraelska ekipa ve, da jih podpira. Torej, najprej, zame je to resnično najboljši možni odgovor. Ampak kot vidim, Noam gre na drugo mesto. Jaz pa ne. Dobesedno sem tvitala, oj vej, morda bomo to zmagali. In zdaj to počnem sama, ker so me vsi zapustili. Tudi jaz sem se tako počutila. Jaz pa ne. In potem je na koncu rekla, v redu, je šla. Tega res nismo potrebovali, absolutno. Ampak to je bil najboljši možni izid. Bilo je vznemirljivo, bila sem srečna. Si to gledala? Ja, sem. Moja hči in njene prijateljice so bile prvo uro ali približno toliko zainteresirane. To je veliko, jaz nisem zdržal tako dolg. Pesmi. Jaz. Sem se samo pridružila štetju, če sem iskrena. Ampak dve zanimivi stvari. Prva, bil je trenutek, ko je nekdo v množici držal majhno palestinsko zastavo, medtem ko je zibal z glavo ob izraelski pesmi. Kot da ga je trenutek prevzel. Kot da v tem ni prave ideologije. Kot da bi rekel, Palestina, ja, to je dobra pesem. Ritem te bo ujel. In druga stvar, ki jo želimo omeniti glede Evrovizije je, da je vsako leto ta polemika, sovraštvo, kampanje proti nam in še vedno smo med najboljših 5, Ker so naše pesmi dobre. Točno tako. Več let zapored smo bili na drugem mestu. To me tudi spominja na stanje v Izraelu. Toliko bojkotiranja, toliko grozot, toliko protestov. In kljub vsem letom vojne nam gre dobro. Tako kot naše gospodarstvo. Naše gospodarstvo. Gospodarstvo je močno. Naši trgi so močni. Poglejte šekelj. Noro je, kaj se dogaja trenutno. Mislila bi, da bi se kaj naučili. Mislila bi, da bi se naučili, ampak ne. Ne naučijo se. Ampak kar se mi zdi res zanimivo je, da ljudje ne razumejo, recimo, če odpreš Threads, kar je zdaj moja nova stvar, ne vem. Nisem tam, nočem biti. Če to odpreš, Si samo rečeš, zanimivo, kako je Izrael, ki je tako nepriljubljen, dobil toliko glasov občinstva. In odgovori so fantastični. Res je. In mislim, da sem dejansko citirala, no, to je zato, ker smo ubili Jezusa. In od tam naprej je šlo samo še navzdol. Ampak drugi so rekli, no, morda niso tako nepriljubljeni kot si ti. Točno tako. Dejstvo je, da tisti, ki so najglasnejši, niso nujno tudi predstavniki vseh. In zato je to res zanimivo opazovati. In resnično, vložile smo trud v to. To nam je pomembno. Iz kakršnega koli razloga imamo te rade. Ne vem. Ker se zavedamo, veš, koliko ljudje to spremljajo in koliko jim lahko, veš, na nek način vrnemo. ampak mislim tudi, da so naše pesmi dobre. Iskreno. Smo dobre. In veš, kaj mi je všeč? Mislim, da je zelo dobro, ker zadnji 2 leti, prvo leto seveda je bilo najbolj boleče leto z oktobrom, s pesmijo October Rain, ki je v bistvu, prisilili so nas, da spremenimo pesem, ker je bila preveč politična. Prvotno se je imenovala October Rain. Oktobrski dež. In potem so jo spremenili v orkan. Ja, orkan, točno tako. October Rain v hurricane. Ker je bil oktober preveč političen. Čudovita pesem. Vsi smo jokali. Lani preživela s festivala Nova. Osupljiva pesem. Osupljiva. Ona je napisala to pesem. Riley. Je napisala svojo lastno pesem. Ja. Torej, ne samo, da je lani osvojila drugo mesto, ampak tudi njena pesem, ki jo je napisala, se popolnoma prilega temu kraju. Imela je osupljiv nastop. Bilo je tako lepo. Mislim, da sem jokala. In letos smo, kot da se skoraj pobiramo po travmi in imamo bolj živahno, veselo pesem, ki ima morda različne pomene o tem, da Michelle zapušča tega fanta, karkoli že je. Res mi je všeč razvoj v zadnjih nekaj letih, čeprav si vizionarka. Zadnja stvar, ki jo bom rekla v Evroviziji, je tudi ta, da če prihajaš iz sveta komunikacij in odnosov z javnostmi, slabega PR-ja ni, ker naredijo vse to. In kaj misliš, da to naredi? Postavi izraelsko umetnico v središče pozornosti in pomaga pokazati, kdo je ter njen talent. Veliko prispevkov je na BBC-ju in Sky News o izraelski udeležbi. In potem si tam. In potem srečajo tega fanta in ta ženska z BBC-ja mu začne postavljati res težka vprašanja. In on je preprosto prijazen fant. Vem. Mislim, da je to najmočnejše. Želi vstati in zapeti in vidiš, da je preprosto prijazen fant. In oni so kot, no, kaj pa ti misliš o tem? Ali, no, on pravi, glej, jaz se s tem ne ukvarjam. Han to počne. Mislim, da se obrne proti njim. Obrne se proti njim, ker je preprosto tako prijazen, veš, in ne bodo zaznali sovražnosti.
Ja? Mislim, da je tudi pomembno omeniti, da smo lani vedno rekli, da dobimo visoke glasove prek televotinga od občinstva, pa žirije niso na naši strani. Lani smo to videli. Lani žirije niso dale veliko točk v valu. Letos pa niso samo gledalci prek televotinga res glasovali za nas. Žirije so nam res dale lepe točke. Glasovanje žirije smo zaključili, mislim, z več kot 2-krat več točkami. Več kot 2-krat toliko kot pri glasovanju žirije. Ja, in mimogrede, veš, tako bi moralo biti, ker ko poslušaš vse pesmi, iskreno, smo imeli res. Letos je bila prava katastrofa. Wow, bilo je tako vroče. Bilo je tako vroče. Brič, neposlušljivo. Človek, imate najboljše glasbene avtorje na svetu, Britanija. Zakaj potem naredite kaj takega? Tako mi je žal za tistega fanta. Harry ga je res zapustil. Bil je tam čist sam, Danska ga je posvojila. Ja, To je bilo to. Si videla tisti video? Samo sedel je sam v kabini. kje je bil čaj? Rekli so nekaj tazga. Dažno! Bilo je tako slabo. Ampak Velika Britanija, mislim, ustvarili ste Beatle. Za božjo voljo ne morete narediti dobre evrovizijske pesmi. Ta pesem je bila, ne vem, kaj je sploh bila. Bilo je kot levji kralj in pločevinasti mož. Ne vem, kakorkoli, to je res grozno. Ampak to samo kaže, mislim, da je to, kar si rekla in kar si ti rekla, res. Mogoče so tisti, ki sovražijo, tisti, ki delajo največ hrupa. Ja, ampak večina ljudi jih preprosto ne zanima in samo želijo poslušati glasbeno tekmovanje. In tako bi morali biti tudi mi. Želimo se ukvarjati samo z glasbenim tekmovanjem. Ni nam treba ukvarjati se z vso dramo okoli tega. On je čudovit pevec, je odličen, čudovit mlad človek. Naj pojejo in jih ocenjujemo po pesmi, pri čemer mislim, da imaš prav, Adi. Mislim, da smo se letos s temu bolj približali. Mogoče so ljudje že na veličanju vsega tega. Ja, in mislim, da je to to. Ljudje si preprosto mislijo, dajmo že upraviti s tem. Ja, naveličani so tega. In celo tisti fant s palestinsko zastavo si je mislil, to pa gre malo predaleč. Češ, opravila bom svoj del. Dvigni telefon. Zdaj, ko govorimo o ljudeh, ki povzročajo hrup. Naša Bellamy Bellucci, ki se kmalu vrača v Izrael, je naredila nekaj precej pogumnega. Oblekla je kefijo in se pod krinko udeležila parade ob Nagbi v New Yorku. Poglejte to. 16. maj 2026. Bay Ridge, New York. Šla sem pod krinko, popolnoma zakrita, da sem lahko bila na protestu, ki je obeleževal Nagbo. Nikoli nisem doživela ničesar bolj strašljivega. Morala sem stati v množici ljudi, medtem ko so vzklikali intifada, intifada, smrt IDF, jebi cioniste, veš, cionizem ni. In tam so bili Judje z Davidovo zvezdo in kefijo. To je bilo nekaj tako nadrealnega, da to še vedno poskušam predelati. Ampak najbolj ogabno pri vsem tem je, da so zelo močni v tem, kar počnejo in dosegajo, kar si želijo. Bil je najstnik z zastavo, za katero mislim, da je Hezbolahova. Intervjuvala sem fanta, ki je bil v bistvu dobesedno Hamas, če smo iskreni, ker je imel trak na glavi in pulover ter majico, ki sta slavila Jahjo Sinvarja. In točno je vedel, kaj govori. In točno je vedel, o čem govori. Zmaga, ki ne bo pomenila le osvoboditve Palestine, ampak tudi Zahoda. To je res grozljiv čas za življenje, še posebej, če živiš v New Yorku in si Judinja, ter se samo pretvarjaš, da bo minilo, ali če bom tiho, ali karkoli podobnega. Naj ti povem zdaj, z New Yorkom je konec. Konec je. Wow. O moj bog, to je precej temna, pesimistična ocena. Adil, zadnjih nekaj mesecev si potoval po svetu. Kaj meniš o tem? No, situacija v Latinski Ameriki, kjer sem večinoma potoval, je zagotovo drugačna kot to, kar zdaj vidimo v New Yorku. To je gibanje sovraštva. To je gibanje sovraštva, ki se je uspel prodati celemu svetu kot neka humanitarna zadeva. To, kot je opisala, veš, kar vidimo na teh shodih, niso pozivi k miru, pozivi k enotnosti. Misliš, da je to za mir tudi če? Ne, tega smo že zdavnaj mimo. Ja. To so zastave Hezbolaha, to so zastave Hamasa in celo ta celotna pripoved o paradi Nagbe. Kaj je sploh Nagba? Kaj pravzaprav obeležujejo? Nagba v arabščini pomeni katastrofa. Ja,
kar mi štejemo za našo katastrofo, holokaust, veste, ko se tega spominjamo, vidite, da so to bdjenja. To je, veste, združevanje ljudi, pogovarjanje o tem, da človeštvu nikoli več ne smemo dovoliti, da pride do te točke. Kar vpijejo na teh shodih, ni nič, to je ravno nasprotno, pozivajo k genocidu nad ljudi. To je tisto, kar oni imenujejo svojo katastrofo. Neuspešen genocid. Nad ljudi. Točno tako. Točno to je. Za ljudi, ki tega ne vedo, objokujejo, da niso izvedli drugega genocida nad Judi le nekaj let po holokaustu. To je tisto, kar objokujejo. Nismo ubili vseh Judov in uspelo jim je ustvariti državo. In so tako, veš, neposredni glede tega. Ne razumem, kako ljudje temu nasedejo. Kako ljudje tega ne prepoznajo. Ker so bili zelo pametni pri tem, kako to prodajajo. In to tudi prodajajo. Včeraj sem sedela z nekom, ki je zelo dobro informiran. In je rekel, da v bistvu nagovarjajo ljudi, ki jim manjka pripadnost, skupnost, samozavest. To je mlada generacija. Nekdo, ki ga lahko sovražijo, Grešni kozel, nekaj, kar lahko okrivijo, nekaj, kar lahko razlog, zakaj je svet takšen. Ko pogledaš svet in vidiš, da je treba stvari popraviti, imaš izbiro, kaj ne? Lahko trdo delaš in najdeš cilj, kateremu se lahko posvetiš. Tudi sama sem to naredila. Kaj sem jaz? Kaj je tisti moj majhen delček, ki ga lahko popravim v svetu? Ali pa se usedeš nazaj in rečeš, zaradi njih so stvari slabe. In potem ti ni treba narediti ničesar drugega, kot da kričiš na tisto osebo, kaj ne? To je zelo leno. To je leno. Intelektualno je to popoln bankrot. In zelo enostavno je postati priljubljen, kriviti nekoga drugega in prevzeti nič odgovornosti. Mislim, zelo lahko je razumeti, zakaj to počnejo. Ničelna odgovornost je tukaj zelo ključna, ker so na teh protestih, kot sta rekla Bel in Belami, zdaj tako opogumljeni. Preprosto gredo z zastavami, nosijo teroristične spominke. Tega, kar ne počnejo, je, da ne povedo celotne zgodbe. Nagba se je zgodila zaradi vojne, ki so jo začeli oni. Ja. Kako potem lahko žalujete? Vsaka posamezna stvar. Točno tako. Veste, kakšno vojno ste začeli? Točno tako. Žalujete, ker ste izgubili vojno, ki ste jo začeli. In jaz naj bi mi bilo zaradi tega žal. Kot da ne razumem. Tukaj ne povedo celotne zgodbe. No, ne morejo. Točno tako. Ker potem ne bi imeli podpore. Zato izbirajo in izpostavljajo le določene dele. Poglej, ljudje so bili zaradi vojn skozi zgodovino vedno razseljeni. To ni bilo prvič, ni bilo zadnjič in tudi ne bo zadnjič. Ne. Ampak ne povedo celotne zgodbe. Torej, ali nam je žal, da je nekdo moral zapustiti svoj dom? Seveda. Žalostno je povsod, kjer se to zgodi. Ja. Ampak ne povedo vsega. Oni so začeli vojno. Ne moreš žalovati zaradi izgube vojne, ki si jo sam začel. Točno tako. Ampak to počnejo skozi vso zgodovino. V bistvu želijo, da pozabimo. Da vedno znova začenjajo vojne in jih izgubljajo. In nekako je tisti košček zemlje, ki smo ga zakonito osvojili v vojni, ki je nismo začeli, povsod drugje zakonit. Ker bi morale biti posledice, če začneš vojno in jo izgubiš. Tako je življenje. In nekako jim vsi želijo pogledati skozi prste. Poleg tega pa sploh ne upoštevajo naših varnostnih potreb in groženj. Njim ni mar. Ja, kolikor jih zanima, veš, sploh nam ni treba biti tukaj. In tudi, če priznajo, da je Hamas začel, so bili to Palestinci, arabsko vodstvo, leta 1948, ki je začelo vojno. Prav, ampak kakšno izbiro so imeli, katero možnost so izbrali, kaj ne? Seveda, še vedno precej. Poskušajo arabski skupnosti, ki je ostala tukaj in ima lepo življenje. Torej, to je to. Imeli so izbiro in izbrali so pravilno. Vi ste izbrali narobe. Stavili ste na napačnega konja. To je bil Nas Daily, ne vem, če ste videli njegovega, jaz sem videla Nas Dailyja. Trenutno se sooča z veliko stvarmi. Seveda je. Stopil je na našo stran. Nikoli nisem pričakovala, da bo. Torej, vzel je, mislim, da je bil to Mandani New York. Mandani tweet o Nakbi. Intervjuval je Nejorčana, ki je šel skozi Nagbo, ampak v resnici ne, ampak kakorkoli. In potem pride in reče, v redu, rušim ta narativ. To je kot starešine v moji vasi. On je arabski Izraelc, starešine v moji vasi pravijo, pojdi. Ja, pojdi. In zdaj govorimo o tem, kako so jih izgnali. On pa prav, to je, veš, to je super, v resnici je to super objava. In zaradi tega je deležen veliko kritik, ker ga vsi, veš, vsi ga kličejo, kaj že, kolaborant ali kaj podobnega, ker je končno rekel, oprostite, ja, sem Palestinka in sem Izraelka. In to je moja, to je resnica. In kar v bistvu pravi, je, da je dovolj te mentalitete žrtve. Kako dolgo še lahko ostane žrtev?
Pojdi naprej s svojim življenjem, premakni se naprej. Ja, zgodovine ne boš obrnil nazaj. To je tisto, čemur so Palestinci in njihov cilj tako predani, da bi obrnili zgodovino nazaj. Zgodovina se ne vrača. Stvari gredo naprej. Ampak z Nasirom ni samo to, da je stopil na našo stran. Stopil je na stran resnice. To je preprosto resnica o tem, kar se je zgodilo. Točno tako. Ko sem odraščala, je imel moj oče dobrega prijatelja, ki je bil tudi njegov voznik. Bil je arabski Izraelec iz Starega mesta. In povedal nam je, da zdaj ni več živ, a takrat je bil že precej star gospod. In povedal nam je, da so jim njihovi voditelji rekli, naj odidejo, nekateri pa niso. Rekel je, moji starši so imeli majhno kavarno. Rekli smo si, zakaj bi odšli. Samo zaprli smo jo in počakali, da mine. Josef Hadaš pravi isto. Rekli so jim, naj odidejo. Njegova družina pa ima še vedno zemljo, ker ni odšel. Ja, tudi če gledaš te shode, radi naštevajo vse vasi, ki so jih cionisti etnično očistili. Če si ogleduješ te vasi in resnično raziskuješ, lahko vidiš vasi, ki so ena zraven druge. Prav. Naprimer Deir Yassin, kjer imajo, če poznaš celotno zgodbo, celotno pripoved o pokolu v Deir Yassinu. Kar vemo iz zgodovine je, da so se v tej vasi skrivali sirski arabski borci. In niso se soočali samo z judovskimi milicami, ampak so tudi resnično streljali na avtomobile na avtocesti 1. Seveda. V redu. In potem tik pred Deir Yassinom je Abu Ghosh. In Abu Ghosh Do danes je eden najbolj uspešnih, najbolj uspešnih in prijaznih krajev. Vedno je bilo tako. Izraelski judi, Arabci, vsi hodijo tja jesti humus. Vsi so tam prijazni. Točno tako, ja. Pravzaprav govorimo točno to, kar veš. Resnica je tam. Ja, vse novice so tam, ampak Ja, ampak iz laži so naredili propagando, tako kot so to počeli nacisti. In to moramo požreti. In mislim, da je Belami zelo pogumno šla tja. Oblekla si je kefijo, komaj čakam, da to vidim. Ja. Da gre pod krinko. Prepričana sem, da bo kmalu pokazala posnetke. Ampak preden gremo na naš najljubši del, Baraba tedna, bi se rada za trenutek odpravila v Gazo. Ker mogoče ljudje končno spoznavajo, da ne, Hamas se ne bo razorožil sam od sebe. Kakšno presenečenje! Ne bodo se razorožili sami od sebe, ker ne morejo, nimajo namena nehati biti teroristi, ker škorpijon ne more nehati biti škorpijon. Enostavno ne morejo. In zdaj imamo Hakabija, ki govori o dejstvu, da bo morda Izrael moral posredovati. Kdo bo dejansko izvedel razorožitev? Ne vem. Morda se bo izkazalo, da bo edina entiteta, ki bo to pripravljena narediti, izraelske obrambne sile. Če se to zgodi, ena stvar, za katero upam, molim in vztrajam, da jo mora spremljati, je to. Svet ne more obsoditi Izraela, ker je naredil nekaj, česar sam ni imel poguma narediti. In to je odstraniti Hamas. Torej, če bo Izrael na koncu edini, ki je pripravljen narediti to, za kar se vsi strinjajo, da se mora zgoditi, da bo Gaza imela prihodnost, potem upam, da se mu bo svet zahvalil in ga ne bo obsodil. Ariela, bila si vojakinja. Kakšen je tukaj scenarij? Ja, tako kot si rekel, smo presenečeni. Ne. sploh nismo presenečeni. To govorimo že od samega začetka, ko so začeli govoriti, da bodo morda v Gazo poslali indonezijske, emiratske, savdske in azerbajdžanske sile in jo razorožili. Dejno. Kdo želi imeti upravka s Hamasom? Nihče noče imeti upravka z njimi. Nimamo izbire. Točno tako. Mi smo edini, ki nismo samo sposobni, ampak tudi dejansko pripravljeni to narediti. Ne vem, če smo pripravljeni, to je velika stvar, veš. Moramo to narediti. Zelo, ampak razumemo, da moramo to narediti. Ni druge izbire. Hamas se ne bo sam razorožil. Dejno, govorimo o ljudeh, govorimo o gibanju, ki ima v 1. členu svoje listine zapisano uničenje Izraela. Ja. Sodni dan ne bo prišel, dokler se muslimani ne bodo borili proti Judom in jih vse pobili, skupaj z drevesi in kamni. Tukaj, povsod drugje. Ti si bivša narednica, si v rezervi. Kaj misliš? Zanimivo. Služila sem med umikom. Wow. Tako da je zame vse to nekako sklenjen krog. Wow. In mislim, kot praviš, ali je kdo mislil, da bi lahko kdo drug kot izraelske obrambne sile obvladal Hamas? O čem sploh govorimo?
Res je, to je zaskrbljujoče, ker če res gremo v to, mislim, veliko smo že naredili, nimajo več raket, tako kot so jih imeli prej. In prav tako vidimo novo vrsto premirja. Vidimo premirje, ki je dobro za ljudi, torej za civiliste, na naši strani, na katerikoli strani, Libanon, karkoli. Ampak Izrael še vedno izvaja ciljane napade. Ja, ubili smo novo. Je. Ne od Ja, kako mu je že ime, sem pozabila. vojaški poveljnik. Ja, obstaja. Pravzaprav zadnji iz stare garde. Zamenjava za Sinvarjevega brata. V bistvu, točno tako. Torej vidimo novo vrsto premirja, kjer v večini primerov ostaja v veljavi in je dobro za civilno življenje, vendar še vedno izvajamo ciljno usmerjene napade, ki pomagajo preprečiti, da bi se to v prihodnosti ponovilo. Mislim, da tega ne more narediti nihče drug kot IDF. Ampak samo ne vem, kako to v resnici izgleda in koliko življenj bomo izgubili. In to me skrbi. Seveda, absolutno. Ker so bolj ujeti, kar pomeni, da so tudi prebivalci bolj ujeti. In to je problem, ker mi v nasprotju s tem, kar pravijo o nas, ne napadamo civilistov. Ali pa naredimo vse, kar lahko, da se izognemo napadanju civilistov. V redu. No, na to temo. In že veliko smo dali skozi. Wow, Kitajska, Kitajska. Gaza, Eurovizija. To je kot drug planet. Prav. In zdaj naš najljubši segment, Baraba tedna. Adiel, prvič v rubriki Baraba tedna. Kako se počutiš? Zelo sem navdušen zaradi tega. Moj najljubši del oddaje. Torej, moja baraba oziroma barabe tedna so vsi anti-izraelski oboževalci Eurovizije na TikToku. Vsako leto se pojavijo in začnejo z vsemi tistimi, veste, teorijami zarote o tem, kako je Izrael priredil glasovanje in vse to. Ampak moja najljubša stvar, ki jo rečejo, je: lani so rekli, da nas je Avstrija rešila, zdaj pravijo, da nas je Bolgarija rešila. In jaz si mislim, pred čim vas je rešila? Pred čim? Prinesel sem tudi primer, da ga lahko pokažete. Kot lahko vidite, ne pravijo, glejte nas, kako gledamo, kako zmaga Bolgarija. Kar napišejo je, glejte nas, kako se odzivamo na poraz Izraela. Si znorel? Preprosto ne zveni prav. Poraženci ne praznujete zmage države, praznujete, ko država izgubi. Vse to se mi zdi noro. In vsi komentarji so v stilu, ja, rešeni smo, rešeni smo. Vidite, kako privilegirani in odtujeni so te ljudje. Ja. Kakšna je povprečna starost teh ljudi, ki počnejo te stvari? Iskreno, Nimam pojma, TikTok je bil včasih veliko mlajši, zdaj pa vidiš, da ljudje napišejo 25 in več, 30, rekel bi, da je lahko celo do 60 let. Rekel sem, ja, prav zavidam ti, da nisi del tega gnojišča. moje življenje je že tako dovolj težko s tem. Ja. Mi smo, ti to zmoreš. Torej, ja, to so moji izmečki. Najdite si kaj za početi, fantje, sprijaznite se z realnostjo. Mi smo srečni. Tako kot ste rekli, srečni smo, da smo osvojili drugo mesto. Prvo mesto ne potrebujemo in zdaj gremo naprej. To je tvoja osebnost, ker mi gremo naprej, ti luzeri pa ostanejo na mestu, ker so pač luzeri. To je super. Jyoti, hvala, ker si bila naša TikTok dopisnica. Ja, in ker si nam prihranila bolečino, da bi se morali pridružiti. O, moj bog. Šošana, kdo je tvoja učenjakinja? Pozdravljeni izmečki, ponavljam, izmečki. New York Times, ki nikoli ne zamudijo priložnosti, da blatijo Izrael in ne govorijo o tem, kaj se je tukaj v resnici zgodilo. Tako so objavili. Lažno obtožbo o posilstvu psa, o kateri bomo govorili kasneje. In ne govorijo o dejanskem spolnem nasilju Hamasa, ne samo nad Izraelci, ampak tudi nad Palestinci. Ženske v Gazi so izkoriščane. Vse, kar si želijo, je hrana. Želijo skrbeti za svoje otroke. Želijo si le skrbeti za svoje otroke, a so spolno napadene, spolno zlorabljene, samo zato, da lahko poskrbijo za svoje otroke. In New York Times, zdaj pa nimate ničesar zapovedati. In potem se morajo vključiti še v to celotno evrovizijsko predstavo. In ne vem, če je bilo to na prvi strani, ker ne berem New York Timesa, ampak sem to videla na X, na Twitterju, kjer so rekli, pozabila sem, kako so to povedali,
Mehka moč Izraela, Evrovizija, prirejanje. Obstaja v judovstvu koncept, da imaš v življenju določeno število besed in jih ne bi smel zapravljati. In imam občutek, da je New York Times vsem skupaj zapravil besede s tem, da povsod tiska neumnosti. Ideja, da si vzameš čas in javno podpreš trditev, da smo kupili Evrovizijo, res si naj že najdejo kaj za početi. Ampak to ni samo na TikToku. Ti ljudje, ki so poraženci, so tudi v New York Timesu. Tako so ljubosumni. Tako ne razumejo življenja in sveta in kaj je pomembno. In namesto, da bi govorili o resničnih ljudeh, ki trpijo, se pritožujete glede glasov na Evroviziji. Saj sploh ne gledate Evrovizije, za božjo voljo. Ste v Ameriki. Ja, sovražim jih. In obtožujejo nas, da počnemo to, kar počne vsaka država. To je tako, kot da bi rekli, Izrael vodi turistično kampanjo. O moj bog, kako si drznejo. Ne, resno, to je isto. Kaj pa oni počnejo? Količina besed, ki jih zlijejo na račun Izraela in Judov, je neverjetna. Če bi to rekli pred 20 leti, Nihče ti ne bi verjel. To je ja, Goebbels. In nadaljujem s svojim načrtom za izvajanje protisemitske propagande Josefa Goebbelsa. Nagrada. To bomo naredili zelo kmalu. V redu. Rakel, kdo je tvoj izmeček? Moj izmeček ta teden, če ostanemo v New Yorku, je Mamdani, trenutni župan New Yorka. prav tako ponavljajoče se molitve, prav tako Pesem, ki sanja, ja. In razlog, da sem ga izbrala ta teden, je več stvari, ki so preprosto tako smešne. Najprej, ko je kandidiral, sem najprej pomislila, da ni možnosti, da bi kdorkoli pri zdravi pameti glasoval za tega človeka. Očitno velik del New Yorka morda ni pri zdravi pameti. Ja. In potem je bil izvoljen. In pomislila sem, veš, včasih med volitvami volilne kampanje mi niso tuje. Veš, veliko govorijo, veliko naredijo. Potem prideš na oblast in ugotoviš, hej, moram pač, veš, Biti tista, ja. točno tako. pokaži ji, kdo je boljši. Če želiš. Jaz moram graditi mostove, veš, popravljati odnose. On pa dela ravno nasprotno. Ja. Tako je pred kratkim izdal ta video o nafti, o katerem sva govorili. Ja. Kaj ima to opraviti z New Yorkom? Kaj ima to opraviti s tabo? On ni palestinskega rodu. Kaj ima to sploh opraviti s tabo? Tudi v vsakem videu, ki ga objavi, poskrbi, da je tukaj nekdo s kefijo. Veš, Točno, kot prvo, česa sploh misliš, da si županja? In poleg tega je še ena stvar, ki je res, veš, še bolj smešna, če jo pogledaš v bolj mračni luči. Ampak stvar, ki me je res zaskrbela je, da je rekel, da lahko protestniki protestirajo samo zunaj sinagoge. In rekel je, da je novo pravilo 15 metrov. Veš, koliko je 15 metrov? To je kot od tu do konca vrat v studiu. To je to. Si lahko predstavljaš proteste, o katerih je pravkar govorila Belami, kjer vzklikajo genocidne slogane proti Judom? Ja. Nosijo spominke na teroriste. In to je meja pred bogoslužnim prostorom. Saj si zdaj županja. Nisi več aktivistka. Nisi več reperka ali karkoli že je bila. Zdaj si županja. Propadli raper. Tega ne moreš narediti. V East New Yorku so množice in jaz jih bom imenovala množice. Teh protestnikov, teh razgrajačev, teh kričečih benšijev, ki hodijo po Williamsburgu, zelo judovskem območju, kot da tam ni nikogar drugega kot Judi. Pravkar so molili pred judovsko šolo v Brooklynu. To je tisto, lahko si zunaj bogoslužnega prostora, torej sinagoge, 50 čevljev stran. Vendar ni nobenega pravila za šole ali soseske, kar pomeni, da lahko pridejo čisto blizu, če ne celo noter. videli smo posnetke družine na svojih veradah, Kaj ne? v svoji hiši, Ja, točno tako. pred njimi. Zato je zame navadna gnida, ker si zdaj ti župan. Ni me briga, kakšna je tvoja ideologija. Ti si župan. Moraš biti župan vseh ljudi. In to preprosto ni v redu. Si lahko predstavljaš 15 metrov pred mošejo? To bi bilo po vsem svetu. Povsod bi odmevalo. Povsod po svetu. Točno tako. Mislim, da je to tisto, kar morajo ljudje vedeti. Najprej odlično opravljeno, ampak drugič, mislim, da je veliko stvari, ki jih v zahodni družbi res ne želimo razumeti. Tako smo navajeni, veste, Amerika je talilni lonec, tam sem odraščala, obožujem New York. V New Yorku slišiš toliko različnih jezikov in vidiš toliko različnih oblačil, pa so vsi New Yorkčani. Tako je bilo. In zdaj ne opaziš, da te ljudje, ki se priseljujejo, ne vsi, ampak tisti, ki prihajajo z določeno ideologijo, želijo narediti New York za svoje ozemlje. Njihovo, ja, oprosti, to je invazija, to je iluzija. To se dogaja, ampak zahodna miselnost tega res ne more dojeti.
Bolje bi bilo, da se prebudijo. Preprosto ne morejo tega dojeti. Mislim, ta vikend si videla v Združenem kraljestvu. Bil je shod Tomija Robinsona in ljudje so ga imenovali pohod sovraštva. To ni bil pohod sovraštva. Ljudje so bili tam, nihče ni bil napaden. Bilo je ljudi vseh barv, nihče ni bil napaden. To je bil pohod domoljubja za ljudi, ki jih je strah za svojo državo. Ampak zahodna miselnost to vidi kot rasizem. Ampak potem pozivanje k genocidu nad Judi, to pa ni rasizem. Tega si ne moreš izmisliti. Smo v distopiji. Ja, tudi jaz sem videl nekaj videov, ljudje, ki so to začeli početi v Evropi, grejo k anticionistom. Lahko zagotovo rečeš, da so to anticionistični protestniki in podobno. Vprašajo jih, ali se strinjate, da je Palestina za Palestince, in oni rečejo, seveda, Palestina je za Palestince, kaj pa Švedska za Švede? In potem rečejo, ne, to je rasistično, ne. Ne moreš tega reči. Ne moreš. To je kot zagovorniki bele prevlade. Obožujem to. Obožujem to, obožujem to, obožujem to, ker so resnično so površinski. Njihova logika je površinska. Torej, kakorkoli, tukaj smo. Očitno smo v Berlinu v 30 letih prejšnjega stoletja. Prav. Zdaj pa moj baraba tedna. In hvala ti, ker nisi šla v moje barabinsko področje. Bila si zelo dobra in te imam rada zaradi tega. Je Nicholas Kristof iz New York Timesa. Zdaj, kdo je Nicholas Kristof? On je novinar, ki je opravil dobro delo pri poročanju o genocidih v Afriki. Mislim, da je šlo za genocid v Darfurju. In zato je prejel nagrade. Ampak vedno je bil izjemno nepravičen in kritičen do Izraela, kot je to značilno za mnoge novinarje New York Timesa. Ampak ta je res vrhunec. Prejšnji teden je izšel članek, kot je rekla Šošana, tik pred poročilom, ki ga je tako vestno in tako težko pripravila. Kočal El-Kajam pripravila je poročilo o vsem spolnem nasilju nad ženskami in moškimi 7. oktobra. In očitno so, kot si rekla, ponudili članek New York Timesu. New York Times je rekel ne. Zakaj? Ker so želeli prehiteti pravo zgodbo s pravimi dokazi, z lažno zgodbo in lažnimi dokazi. In Nicholas Kristof je bil tisti, in to je zelo pomembno, o tem niso poročali kot o novici. Napisal je to kot mnenjski članek. Bil je to mnenjski članek. In kaj je ta mnenjski članek povedal? V njem je pisalo med drugim, brez kakršnih koli dokazov. Vse je bilo kazala, da izraelska vojska, ostani z mano, uri pse, da posiljujejo zapornike. V redu, zdaj, nisem biologinja, v redu. Ali zdravnica. Ampak ali kdo res misli, da se lahko psa nauči posiljevati? Sem lastnica psa. Mislim, kdo pa? Kdo? To je najbolj absurdna stvar. Ampak očitno sledi dolgi vrsti obtožb povezanih z živalmi. In dovolite, da vam preberem nekaj iz tega. Trditev o izraelskem vohunskem delfinu. To je moja najljubša. Gaza 2015, viri povezani s Hamasom, so trdili, da so ujeli delfina, opremljenega z nadzorno opremo, ki naj bi ga Izrael poslal vohuniti za pomorskimi objekti v Gazi. Prav. Obtožba o izraelskem vohunskem morskem psu. Egipt 2010. Po napadih morskih psov blizu Šarm el-Šejha, ja, tam okoli so morski psi. Egiptovski uradnik je dejal, da bi lahko Izrael nadaljavo usmerjal morske pse, da bi škodoval egiptovski turistični industriji. V redu, nadaljujemo z absurdi. Izraelski vohunski jastreb. Ja, očitno je bilo tako. To je prišlo iz Saudske Arabije leta 2011. Beloglavega jastreba, ki so ga označili raziskovalci z Univerze v Tel Avivu, so našli v Saudski Arabiji z napravo za sledenje. Lokalna poročila so trdila, da gre za izraelsko vohunsko napravo. Lahko bi šlo samo za hortikulturnike, ki so želeli ugotoviti, kako daleč lahko ptica poleti. Ampak ne, zakaj bi razmišljali o logični rešitvi? Izraelski vohunski orel iz leta 2012 iz Sudana. Označenega orla z opremo izraelskih raziskovalcev so pridržali, potem ko so sudanski mediji sprožili sum vohunjenja. V redu, napadi divjih prašičev. Merjasec je divji prašič.
Palestinski uradniki so ob različnih priložnostih obtožili Izrael, da je izpustil divje prašiče na Zahodni breg, Judejo in Samarijo, da bi poškodovali pridelke in ustrahovali prebivalce. Divji prašiči so po vsej državi. Pravkar sem enega ustrelila pred sinagogo. Točno tako pokažejo. Ampak v Šemešu je dejansko veliko divjih prašičev naokoli. Trditev ostaja sporna. Nikoli niso bili potrjeni. Kakšno presenečenje. In potem ta preseže vse meje. Ker če obstaja kaj bolj zahrbtnega, kot trditi, da izraelska zaporska uprava spolno zlorabljajo zapornike, potem ni ničesar, kar bi bilo bolj oddaljeno od resnice. Tako zelo, da je neka nora levičarska doktorska študentka napisala tezo, da so Izraelci rasisti, ker ne posiljujemo. Smo edina vojska na svetu, ki tega ne počne. In tako, če ne posiljuješ, si rasist. In če posiljuješ, to ni navadno posilstvo. Ne, treniraš pse, da posiljujejo, ker pomislimo na najbolj absurdno stvar. Pojdimo v šolo Josefa Goebbelsa za antisemitsko propagando. Tisto s ščurki. Ja, tisto. Pomislimo, kako slabo je lahko. In potem podkrepljeno z izjavami iz v redu, najslabših. Okay, the worst. From? Teroristov. Ja, njim verjamemo glede teh pričevanj. In obstaja neprofitna organizacija, imenovana, ne vem, EU nekaj. In oni so tudi organizacija, ki ne zagotavlja dokazov. Preprosto ponavljajo dokaze teroristov, zapornikov Hamasa. Torej vse to. Članek napisan z grozno lažjo, ki je krvava obtožba, ker ne bi moglo biti nič bolj ogabnega od človeka Nikolasa Kristofa, za katerega zdaj ugotavljamo, čeprav je o tem že govoril, da je njegov oče. Je bil nacist. Da njegov oče je bil dejansko v nemški vojski med vojno. Ni bil v SS, ne, ampak bil je v vojni, v Wehrmachtu. Med drugo svetovno vojno je bil na napačni strani zgodovine. Torej, očitno jabolko ne pade daleč od drevesa. In zdaj projicira, in zdaj prevzema odnos Josefa Goebbelsa do antisemitske propagande, ter jo je prenesel v New York Times. In New York Times je še dodatno vztrajal pri zagovarjanju tega. Točno tako. In vedno mi je všeč njegov odgovor s srečnim koncem, da bomo mi, država Izrael, tožili New York Times. In upam, da jih bodo tožili za vso škodo, ki so jo povzročili. Upam, da bodo zmagali. Nimamo ničesar za skrivati. Ljudje pravijo, da bomo morali razkriti dokaze. Prosim, pridi v naše zapore. In videla boš, kako zaporniki pridobivajo diplome in se zabavajo v našem zaporniškem sistemu. In tvoje laži bodo razkrite takšne, kot so. In upam, da te bomo tožili za toliko, da bo to uničilo tvojo publikacijo, ki je zdaj postala nacistični propagandni list. In skupaj s predsednikom Trumpom, ki toži BBC, bi morda imeli novo ero resničnega poročanja. Torej, Nikolas Kristof, tvoj oče je bil nacist. Ti si moj baraba tedna. Prav, juhu! Wow. Ne morem. Vsak teden rečem isto stvar. Pomagaj mi, Bog. Prav. Brez besed. Ne, brez besed. In zato vsak teden čistimo svoje duše. S heroji tedna. Rakel, začnimo s tabo. Kdo je tvoj heroj? Moj heroj tedna je povezan z nečim, kar mi je zelo pri srcu. Ko sem bila v vojski, sem bila vojakinja brez družine v Izraelu, ker moji starši takrat niso bili tukaj, ampak v Združenih državah in se niso mogli vrniti. Nisem hotela čakati ali ne služiti, zato sem se vrnila. Vsako leto pride na tisoče in tisoče vojakov, ki v Izraelu nimajo družine, iz celega sveta, da služijo državi. Ja. Zato želim izpostaviti nekoga, ki se imenuje Major Lee Oršelik. In ona je res izjemna oseba. Je tudi mama 4 otrok. Wow. Bila je socialna delavka. In zdaj je poveljnica oddelka za vojake, ki v Izraelu nimajo družine, v izraelskih obrambnih silah. In ima pobudo, s katero bo zagotovila veliko več podpore za vojake, ki v Izraelu nimajo družine, po vsej državi. Obstajajo različni centri za vojake, ki v Izraelu nimajo družine, v različnih regijah države. In ona izvaja to pobudo, da jim zagotovi veliko več podpore.
tudi finančna podpora, pa tudi pomoč, da bi jim pomagali imeti gostiteljske družine medtem, ko so tukaj. Vse te različne stvari. Pravzaprav je članek o njej na JNS, lahko si ga preberete. Zato sem želela izpostaviti njeno delo. In tudi vojake, ki v Izraelu nimajo družine, ki vsako leto pridejo sem iz svojih rojstnih držav, da bi služili domovini. In mislim, da je to nekaj izjemnega. Tudi sama sem to naredila, kot sem rekla, in res sem želela izpostaviti njo in njeno delo. Povedala je tudi, da je mama 4 otrok. In ne more si predstavljati, kako se počutijo matere, ko njihovi še zelo mladi odrasli otroci tukaj služijo v vojski. In zato želi biti ta podpora in ta občutek doma zanje. Mislim, da je to zelo lepa pobuda. In želela sem izpostaviti njo in nasploh vse vojake, ki tukaj služijo brez družine. To je neverjetno. Poslušaj, ljudje ne razumejo. In odrasteš. Ne odraščaš v Izraelu. Ker ko odraščaš v Izraelu, veš, greš v vojsko. To je pač nekaj, kar narediš. Moji otroci odraščajo tukaj. Ampak odraščati v relativnem razkošju, brez vojne in se odločiti, da se preseliš na drugo stran sveta ter tvegaš svoje življenje, je najbolj občudovanja vredna stvar na svetu. In poleg tega sem mama vojaka. Bila sem mama že 2 vojakoma prej. Vem, kako je, ko pridejo domov in potrebujejo oprano perilo, jih nahraniš in moja hči vsako nedeljo vzame hrano iz hladilnika. Predstavljajte si, da ne greš domov, da tvoje družine ni tam, da ti pripravi topel šabat obrok in da lahko veš, odneseš vsa svoja vojaška oblačila in potem odideš s hrano, ki jo pripravim za svojo hčerko. Da nimaš te podpore. Tako zelo pomembno je, kar počnejo ljudje, kot je ta junakinja, ki ste jo pripeljali k nam. In imeti pogum, vztrajati, biti tukaj sama. Ja. V zadnjih nekaj letih smo v vojni izgubili kar nekaj vojakov, ki so tukaj služili brez družine, veš. Torej ja, to je moj junak iz vojne. No, to je čudovito, to je lepo. Lep junak. Šošana, kdo je tvoj junak? Moj junak je Kohav El-Hayam Levi. In zdaj je tudi moja prijateljica, ker sem imela privilegij, da sem jo spoznala. Ona je izraelska odvetnica za človekove pravice, ki je, tako kot vsi mi, po 7. oktobru spremljala družbena omrežja in gledala te grozljive slike spolnega nasilja, spolnih napadov Hamasa nad Izraelci. In rekla je, moram zbrati te dokaze. Moram poskrbeti, da je to dokumentirano in da je ustrezno prepoznano za to, kar v resnici je. In pravkar je izdala 300-stransko poročilo, ki ga jaz ne morem prebrati. Ne? Ne morem ga prebrati, povem vam zdaj, ne morem ga prebrati. In bila sem ena tistih oseb, mimogrede na začetku, priznam, ki sem rekla, ne kažite teh videoposnetkov. Ne kažite jih svetu. Ni me briga, kaj svet ve ali ne ve, ali verjame ali ne verjame. Ne kažite jih. Preveč je traumatično za Izraelce. In zelo dobro razumem, še posebej zdaj, ko poteka propagandna vojna, zakaj ljudje pravijo, ne moramo to pokazati. Ampak je res, tako težko je, tudi če samo malo veš o tem. In kar je naredila, res se je žrtvovala za to. Res je, ni dvoma. Kakšno je tvoje duševno zdravje? Ni dvoma. Ampak kar je pomembno, najprej, ustvarila je nov izraz, imenovan kinocid. Kinocid, kar je res težko je govoriti o tem. Vem. Kar je, to je. Res, težko je govoriti o tem, vem. Kar je ubijanje družine in sorodnikov. Sorodniki, torej lastna družina, in prisiliti drugega, da gledajo. Da gledajo. In ja, sestavi to poročilo, da pokaže, da to ni bilo samo nekaj, kar se je zgodilo v vojni, ampak je bilo del vojne. To je bil napad na Izraelce, na Jude, na ljudi, ki jih je Hamas po prečkanju meje napadel in jih mučil na vse mogoče načine, da bi nas uničil, da bi uničil Jezusa, ne samo fizično, ja, da bi nas razčlovečili. In sestavljanje tega poročila, da bo zapisano v zgodovini, da ljudje tega ne bodo mogli zanikati, da bo to dokumentirana resničnost. In zaradi tega je New York Times še toliko bolj pokvarjen, ker tega niso objavili. Ja. Tudi nekaj, da ta tip dobi kolumno z najbolj neumnimi, idiotskimi, duševno bolnimi viri. Ja. Viri. Ja. In Koghamu to traja leta dokumentiranja, ker vsi vemo, da če nimamo slik in videoposnetkov, bo svet rekel, da se ni zgodilo. Zato porabi leta.
In ljudje, ki so govorili, verjemite vsem ženskam, in ljudje, ki so razkrili zgodbo o Weinsteinu, nimajo ničesar zapovedati. Nič. Ničesar zapovedati. Ne, torej je Kožak moja junakinja, ker ni samo to naredila, ampak se mora spopadati še s svetom, ki to zanika. Ja. Dejansko smo ji podelili nagrado Železna ženska novembra. Mislim, da je bilo decembra. In že takrat si jo zaslužila in še toliko bolj zdaj, glede na to, kar si uspela narediti. In Kehav, ti si naša junakinja, svet mora izvedeti, kaj se je zgodilo. In iz srca se ti zahvaljujem, da skrbiš, da zgodbe teh ljudi nikoli ne bodo pozabljene. Amen. Ona je močna ženska. Ja. Pojavlja se v medijih in govori o teh zgodbah. In spet, kot si rekla, žrtvovala se je in si zaslužila nagrado ženska iz železa, ki si jo podelila, Šošana. In ona je čudovita junakinja. Adiel, kdo je tvoj junak? Vem, da smo že naveličani poslušati o tvoji Evroviziji, ampak obljubim, da je to, potem končamo. Pa še to, jaz sploh nisem tako navdušen nad tvojo Evrovizijo. Samo zato, ker je postala tako velika stvar. Ja. Tako da sem bil potegnen noter, ampak moj junak tedna, njegovo ime je Evo Herzl. On je avstrijski nejudovski cionistični aktivist, ki je organiziral prireditev v podporo Izraelu sredi vseh prireditev v podporo Palestini in proti Izraelu, ki so potekale po vsej Dunaju. Pripeljal je ljudi iz vseh okolij. Na teh shodih smo videli izraelske zastave, avstrijske zastave in zastave z napisom Svobodni Iran. In celo libanonska zastava je bila tam. Kar me zanima, rad bi ga vprašal, kdo je stal za tem. Ker v zadnjem času slišimo nekaj zanimivih glasov iz Libanona. Ampak ta tip se je res izkazal, ne samo zaradi Evrovizije, ampak že prej zelo aktiven in glasen v podporo Izraelu. Moje ime je Ivon Herzl in sem organiziral majhen flashmob tukaj na Dunaju v podporo Izraelu, v solidarnosti z Izraelom. Sam nisem jud. Sem iz Avstrije in zbrali smo veliko nejudovskih in judovskih ljudi ter ljudi z vsega sveta, da bi izrazili svojo solidarnost z Izraelom. In poslali sporočilo, da je Evrovizija vedno temeljila na vključenosti in nikoli ne bomo dovolili, da bi duh izključevanja to uničil. Rad bi vam tudi prebral njegovo biografijo. Kje je? Kje, sprašujem se, kaj je to? On je nekako povezan z njo. Ja. Res je. Zanimivo je, ker nisem prepričan, če je to judovsko ime. Herzl. Je res? Ni bolj germansko ali pa, ne vem. Ampak kakorkoli, v njegovem opisu piše: avstrijski cionist zavrača desničarske pristaše Putina, zavrača levičarske islamistične prijatelje. Tako da lahko vidiš, da smo tako navajeni gledati ljudi, točno tako, tako smo navajeni gledati ljudi, ki so res zgubili pamet. Končno nekdo, ki ima glavo na pravem mestu, veš, in to je neverjetno. In nikoli nisva govorila slabo, ampak ti želim iz srca zahvaliti, si neverjeten, nadaljuj tako, ostani v stiku, rad bi prišel na Dunaj. Bravo, morda bi ga morali pripeljati sem. Ja, iskreno, ja. In ugotoviti, ali je bil Herzl njegov dolgo izgubljeni dedek. Ali pa dedek, kdo ve. Rad bi vedel. Nikoli ne veš, bilo bi zelo zanimivo. Wow, to je čudovito. No, lepo je vedeti, da so tam zunaj res dobri ljudje. Ja. In jih je več, kot si mislimo. Samo sovražniki so tisti, ki delajo hrup. Ja, v redu. In to zelo lepo vodi do mojega junaka. In to počnem zase in za Emily Schroeder, ker je ni tukaj, ampak je bil tudi njen junak. In že sem ga omenila prej, Bill Maher. Moj bog, kako jasen je lahko ta človek. Poglejte to. In končno novo pravilo. Ker je bil včeraj rojstni dan Izraela, ki je postal država 14. maja pred 78 leti, mora vsakdo Izraelu voščiti za rojstni dan ali pa priznati, da je antisemitski. Zdaj v svobodni državi ima vsak pravico biti antisemitski. Ampak dovolj je skrivanja za Izraelom, sionizmom ali Netanjahujem. Če mislite, kot mnogi danes, da je Izrael, ko gre za človekove pravice, najbolj pošastna država vseh časov, ali ne berete, ali pa vas vaša lastna hinavščina sploh ne zanima, ker je toliko slabših krajev. Ampak tukaj smo danes, brez Judov minovic. Ljudje pravijo, da se levica in desnica danes ne moreta strinjati o ničemer. No, obstaja ena stvar, glede katere se strinjata.
Desničar Tucker Carlson ima Nika Fuentesa in zanikovalca holokausta v svojem podcastu in skupaj z njimi razpravlja, kdo je bil v resnici slab človek v drugi svetovni vojni. In New York Times ima v svojem podcastu superlevičarja Hasana Pikerja, ki ga imenujejo progresivni in ki govori o sionistih. Bi jih morali obravnavati enako kot naciste, kar predvidevam pomeni, da bi jih morali obesiti v Nürnbergu. Je to zdaj progresivno? Verjetno res. In demokrati, kje ste? Če bi se o katerikoli drugi manjšinski skupini govorilo na tak način, bi si ogrnili kente tkanino in organizirali 10 dobrodelnih koncertov. Ampak ker vidite, da ima toliko vaših volivcev, opranih z možgani prek TikToka, zdaj slabo mnenje o Izraelu jim ustrezate, namesto da bi jih popravljali. Ne poveste svojim prebojenim bedakom, da Izrael ni kolonizator ali apartheidska država, ali da ne izvaja genocida in da bi, če bi morali vi, razvajenci, preživeti teden kjerkoli na Bližnjem vzhodu, razen v Izraelu, razumeli, kaj liberalizem ni. Naj samo povem vsem, ki me sprašujete, zakaj ste do demokratov bolj strogi kot včasih. Dokler ne rešite te celotne zadeve, me nehajte spraševati. Mislim, Ja, takšna moralna jasnost. moralna jasnost. Demokrati so njegova stranka in jih kritizira, kot bi moral vsak dostojen demokrat. Ker ne naredijo ničesar glede antisemitizma, zdaj že povsem norega antisemitizma. In ima prav. Točno to, kar praviš ti, kar je rekla Evo. To in to se strinjata glede ene stvari. Temu se reče teorija podkve. Torej, Bill Maher, ne morem bolje izraziti kot ti. Točno to, kar si pravkar povedal. Ampak ti si zagotovo naš junak. Potrebujemo več glasov, kot je tvoj. Občudujemo te. In uradno te z te platforme vabim v Izrael, ker si zaslužiš teden v čudovitem izraelskem zdravilišču. Kakorkoli. Ampak on to res izpostavil, res zadene bistvo, kot Točno tako. namesto, da bi jih popravili, jih razvajate. In imam občutek, da to danes opažam pri starših, isto stvar, kot v redu, draga, to je to. Če se tako počutiš, je to res, res super in čudovito in podobno. Ampak ne. Vaši otroci, vaši volivci, ljudje, ki se učijo od vas, potrebujejo meje, potrebujejo resnico, potrebujejo, da razumejo, kaj je prav in kaj narobe. In demokrati so pa kot vseeno je, vsak naj ima svojo resnico. Zato so pa katastrofa. Ker jih to danes pripelje na oblast. Ampak Šošana ima prav. Nekaj zelo pokvarjenega je v današnjem vodstvu. Ni pravega vodstva. Vodstvo ni, da naredimo anketo, pogledamo, kje so vsi in potem izrečem tisti stavek. Vodstvo pomeni. To je tisto, kar bi se moralo dogajati. Ko si vodja, prineseš svojo vizijo, svojo ideologijo, svojo smer naprej. Ne preverjaš anket in manjka vodstva. Ja, to je problem. 100%. In potem prideš do Trumpa, ki je zelo jasen glede tega, kaj želi narediti. Zato se ljudje poistovetijo z njim, zato ga imajo ljudje radi. Ker je dejansko pravi vodja. In nobenega, ne vidim nikogar na demokratski strani, sovražim to reči. Ne vidim nikogar s pravimi vodstvenimi sposobnostmi. Samo spremljajo ankete in gledajo, kje so vsi. Tega nimam v mislih. In enako velja v Združenem kraljestvu, mimogrede. To ni pravo vodenje. Kakorkoli, zaključujemo še en teden in molimo za naše vojake. Molimo, da bi se naši ranjeni vojaki pozdravili. Molimo za zaščito vseh v regiji. Molimo za nov dan brez strupenega islamističnega režima v Iranu, da bodo ljudje v Iranu lahko svobodni. In se vidimo naslednji teden. Hvala, ker ste gledali.